Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes ne gostim pristne ženske, ampak pristnega moškega, Blaža Robiča. Blaž, zakaj je tako nevarno, da moški molčite o svojih bojih za kravato, kot ti to tako slikovito opisuješ? Ja. Če ne poiščeš pomoči, da ne razumeš, kako razmišljaš, da ne razumeš, zakaj se ti dogajajo stvari, ki se ti dogajajo, potem začneš slej ko prej ustvarjati scenarije v glavi, ki ti lažejo. In postane zelo nevarno, da greš potem to bogano samo navzdol, do res tistih najbolj hudih scenarijev, ne. Tako da pomoč na koncu ni pomoč, da boš ti okej, je pomoč, da boš ti skozi svoje znanje, ki si ga dobil skozi pomoč, prišel do tega, da boš ti okej. Istočasno je pa ta pomoč mogoče smiselna tudi zato, da samega sebe boljše razumemo, ne, da pokažemo, da znamo pokazati, kako razmišljamo, da pokažemo tako, kako čutimo, ja. Blaž Robič bo v oddaji Pristna ženska podelil z nami svojo zgodbo o ranljivosti, o moči, o pomoči, o podpori in razumevanju tega, kako lahko skupaj ženske in moški pridemo bližje drug drugemu. Glejte nas na Ljubljana TV v oddaji Pristna ženska z Blažem Robičem. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska. Tokrat gostim izjemnega moškega, ne ženske, ampak moškega, Blaža Robiča, ki pogumno izstopa iz kolektivnega prepričanja, da mora moški stoično zamolčati svoja čustva, svojo resnico, svojo zgodbo. Bili so dnevi, ki so ga potolkli, ločitev, izguba službe, izgorelost, izguba orientacije, pa prva tableta na recept za dobro počutje. A vse to ga je pripeljalo do samega jedra, do ključnega vprašanja, ki vodi k pristnosti. Kaj me sploh prižge? Odgovor je naše v obliki lastnega podjetja, v katerem je združil svojo strast do dizajna in karateja. Ob tem lahko v polnosti živi vlogo očeta dveh najstnic, partnerja, trenerja in pasjega pastirja. Blaž je dokaz, da so težke preizkušnje most, ki nas popeljejo bližje samim sebi. In da je prav iz pepela mogoče ponovno zgraditi življenje, ki nas prižge in napolni z novim smislom. Čeprav na družbenih omrežjih ne deli veliko iz svojega osebnega življenja, je nedavno razkril svojo zgodbo in skozi njo opomnil, da tudi moški bijejo svoje notranje bitke, pogosto skrite za kravato, in da je iskrena podpora ena najmočnejših sil. In ta je ključna tako pri nežnejšem spolu, kakor tudi pri močnejšem. Zato sem iskreno vesela, da je danes z nami. Blaž, srčno dobrodošel. Hvala za vabilo, hvala. Hvala, da si ga sprejel. Blaž, kot rečeno, ne objavljaš veliko iz svojega osebnega življenja na socialnih omrežjih, tokrat si naredil izjemo. Zakaj? Objavljam precej sicer iz svojega življenja na socialnih omrežjih, ampak vedno se to tiče ali športa ali nekak službe, nikoli pa ne govorim res o sebi, skozi to, kako jaz pač vidim te stvari, ki se mi dogajajo. In dejansko v zadnjem času, v zadnjih, bom rekel, 15 letih sem imel res pisano obdobje življenjsko. Spremljalo me je vse od rojstva otrok, poroke, ločitve, selitev, izgorelosti, kot ste sama rekla. Tako da na koncu sem ugotovil, da mogoče bom skozi svojo zgodbo uspel še komu drugemu pomagati, da se še kdo drug zbudi na nek način od našega kao močnejšega spola, moških, ker ni sramota ali pa ni, bom rekel, šibkost, hvala, da moški pove, da je tudi nam težko v življenju, da tudi mi imamo svoje bitke, ki jih mogoče razumemo le mi, in se skrivamo dejansko za temi kravatami, za temi nasmeški, za temi fasadami močnih moških, v resnici pa za temi vsemi maskami precej jočemo. Ločitev, izguba službe, izgorelost, prva tableta na recept za boljše počutje. Kaj je bil tisti najbolj ranljiv trenutek, ko si začutil,
zdaj pa tak ne gre več naprej. Ja, spomnim se tistega dne, bil sem še pri bivši partnerki, bil sem sam doma, sedel sem v kopalnici, v eni roki sem imel pomirjevala, v drugi roki sem imel telefon. Dejansko nisem vedel, kaj bi naredil, šlo je že tako daleč, da preprosto več nisem videl drugega izhoda kot to, ali da se rešim samega sebe, ali si pa dejansko že razmišljaš o tem, da bi kaj naredil, ne. In v tistem trenutku sem se dejansko mogel k sebi spraviti, se vstati gor in v 2 urah sem moral dejansko zapustiti tisto stanovanje, sem se selil nazaj k staršem. In v tistem trenutku je tudi vse skupaj, to je bil že drugi poskus reševanja mojega zakona. Prvič sva šla narazen cirka 2 leti nazaj pred tem in sem dejansko hotel videti na sebi, kaj bi bilo, če poskusim še enkrat. Po tem poskusu so se stvari izkazale, da dejansko postajajo vedno slabše, v bistvu še slabše kot prej. In na koncu sem izgorel. Izgorel v smislu, da malo po tistem, ko sem se vrnil domov, se enega jutra preprosto več nisem mogel niti vstati iz postelje. Če sem se vstal, sem se sprehodil do WC-ja, pa takoj nazaj, ker nisem mogel na nogah biti. V tistem trenutku sem tudi imel eno izjemno zahtevno službo, ki sicer v mojem poklicu, ampak nikakor nisem bil tam zadovoljen, nikakor nisem bil srečen. Dosti je bilo tega mobinga od šefov, sam sem bil za vse in je to še dodatno prineslo, bom rekel, tole. Pritiske, ne? Ja, ja. Potem so se začeli ti panični napadi, srčne aritmije, nisi več vedel, kaj se dogaja, in v nekem trenutku sem rekel, okej, jaz bom šel k zdravniku, jaz moram povedati, kaj mi je, da mi pomagajo, ne, ker drugače ne vem, kako se bo končalo, ne. Ja. V tistem trenutku sem se potem peljal v enemu oziroma privatnemu psihiatru, ki me je ocenil za, da imam depresivno motnjo. Čeprav v tistem trenutku se meni ni zdelo, da bi bil depresiven, bil sem pa zelo nemeren, nisem se mogel meriti, nisem znal misli korigirati, vsepovsod sem imel polno glavo vsega in na koncu je rekel, okej, pojdi v naravo, vzemi si 3 mesece časa, pojej te tablete, 2 na dan, pol mogoče malo zmanjšava. In stvari so se res začele počasi postavljati na svoje mesto. Vedno več je bilo energije, vedno več je bilo spet tiste moje, bom rekel. Prave energije nazaj, ne? Ja, Stik s sabo verjetno, tako, ne? ja. Ampak v tistem času sem dejansko začel razmišljati res dosti o sebi. Bil sem skozi sam, 1 leto sem bil res sam, stike sem prekinil s praktično vsemi prijatelji. Verjetno še danes ne razumejo, zakaj se je tako zgodilo, ko se je, noben me ni niti spraševal. To je tisti moški del, ne, ženske se pokličete med sabo, takoj, ko nekdo zgine iz obzorja, kaj je narobe, je vse okej, rabiš kaj, ne, moški ne, ne, moški pa se odrežemo drug od drugega, ne, in dejansko je to najboljša stvar, ki se mi je zgodila. Tako, mir, samota, v samoti lahko razmišljaš, v samoti slišiš samega sebe in ko ugotoviš, na kak način razmišljaš, se dosti lažje razumeš ali pa vse poslušaš, bom rekel, ne. In v tistem času sem tudi ugotovil, da, oziroma tako bom povedal, meni že celo življenje neka špila, bom rekel, mi Štajerci recimo špila, vi rečete, da vam dogaja, ne. V glavi, ja. Ja, in nikoli nisem pravzaprav vedel, kaj pravzaprav je, vedel sem, da nekako drugače funkcioniram, ampak meni se je to pač zdelo, mogoče sem malo, ne, hiper, ne, bi rekli. No, v zadnjem času sem potem ugotovil, da me malo zafrkava avtistični ADHD. Torej moji možgani na neki način bijejo bitko sami s sabo. Na eni strani hočejo red, strukturo, neko rutino, nobenih presenečenj, na drugi strani pa ADHD pritiska ravno v kontrasmer. Avanturizem, novi projekti, polno idej na različnih koncih. Ko se v nekaj spravim, se bom tako globoko spravil, da bom tisto v nulo razumel, ne. In tako tudi ADHD-ovci funkcioniramo, ker v eno stvar, ko se lotimo, nekaj, kaj se vržemo, bomo tako dolgo noter, da bomo profesorji tega, ne. To je tisti hiperfokus, ne. Istočasno pa potem ta avtizem pritiska na mene, da se ne morem povezovati toliko z ljudmi, kot bi se rad, ne. In ja,
tem času sem ravno te stvari ugotovil in zdaj, ko vem, kako moji možgani delujejo, kako moj deluje, se dosti lažje potem tudi vklopim v družbo, dosti lažje povem stvari, dosti lažje tudi razumem, kako me drugi razumejo. Moje vprašanje je v bistvu bilo naslednje, kaj si se naučil iz te situacije, ampak si zdaj že to, si že v bistvu odgovoril, ampak mogoče bi dodala potem tukaj vprašanje, kakšno podporo bi takrat ti potreboval? Predvsem domačo podporo. Domačo podporo. Moji starši so, bom rekel, res zlati starši. Oba imam neizmerno rad. Ne morem pa reči, da me razumeta. In niti jim ne morem zameriti, da me ne razumeta. In tudi v tem času, ko sem jaz bil doma, sem se počutil izoliranega, ne samo od bivše partnerke, od otrok na koncu koncev, ker sem bil v svojem svetu zaprt. Istočasno pa tudi od staršev, ker me nista razumela, kaj dajem skozi, kaj se v moji glavi pravzaprav dogaja, zakaj se zaklepam v sebe, zakaj me ni nikjer videti, zakaj delam samo tisto, kar je nujno, pa čisto nič druga. To je pa dejansko samo varčevanje z energijo. Zelo malo energije sem imel in sem jo mogel res kanalizirati v tiste smeri, kamor sem jo mogel dati. Se pravi v karate, v službo, pa v otroke. To je bilo takrat moja prioriteta, toliko da sem glavo nad vodo držal. Potem kasneje, ko sem pa spoznal sedanjo ženo, pa so se stvari še malo hitreje, bolj rapidno popravljale, bom rekel. Je bil dotok še malo energije in ljubečega razumevanja strani žene. Zdaj bova naredila en kratek odmor in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Počakajte z nami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim pristnega moškega, Blaža Robiča, ki si je v ključnem trenutku postavil zelo pomembno vprašanje, kaj me prižiga. Kako je prišel odgovor, Blaž? Kaj te prižiga? Je bilo tisto vprašanje, ki si ga najbolj pogosto potem ponavljaš, ko prideš do tistega dna, res tistega bottom roke dna, ko več ne veš, zakaj bi sploh še živel, zakaj bi še dihal, zakaj bi ustvarjal na koncu koncev. Je smisel življenja. In dejansko v tistem času sem mogel začeti razmišljati o tem, kaj je tisto, kaj bi me še zbudilo, kaj bi me prižgalo, kako bi živel naprej. In vedno je bil to en del, je bil ta karate moj, ta karate, oziroma karate treniram že več kot 30 let, že od malih nog, ki mu pravim, da ni šport. To ni šport. Šport je karate toliko, koliko pač dvignemo pulza, pa koliko pač malo zašvicamo, ampak v osnovi je to šola življenja. Če znaš razumeti, kaj te uči veščina skozi tehniko, skozi, bom rekel, vrtanje in udarjanje, znaš tudi življenje mogoče malo s tem povezati, s tem vzhodnjaškim načinom razmišljanja. In Japonci so imeli en dober pregovor, vstaneš oziroma padeš 7-krat, pobereš se 8-krat. In mislim, da je tudi karate tu en takih res tipičnih pokazateljev, koliko ene vztrajnosti, koliko ene discipline in predvsem zbranosti more biti prisotne na treningu pa skozi vsa leta, da postaneš mojster, tekmovalec, učitelj, karkoli. Tako da to je bil en taki res aspekt, ki me je nazaj prižigal, drugo pa je bil dizajn. Dizajn mi je vedno bil, tam sem lahko dal iz sebe tisto, kar ne znam povedati, lahko pa narišem, lahko pokažem, lahko oblikujem neko tako stvar. In ko res v nečem znaš uživati, ko z nečem znaš ljudem pomagati, se mi zdi, da to največ, kaj ti lahko uspe, da to taki recept, ko sploh ne rabiš prodajati, ampak se zgodi samo od sebe. Ker je zgodba od zadaj, ker so čustva od zadaj. In ti si potem tudi oboje, če prav razumem, združil v podjetje. Tako, Mushin pomeni v osnovi stanje brez misli. Japonska beseda. To je japonska beseda, to je en izmed teh njihovih miselnosti. In to je ta flow state. Ta flow state skušam živeti v celem življenju. Skušam biti v tem trenutku, ne obremenjevati se, kaj bo čez 5 minut ali pa kaj se je zgodilo včeraj, ker je bilo vse z nekim razlogom. In v tem flowu
se mi zdi, da čas zgine. Ne? Čas zgine in ravno pri karateju se mi je prvič zgodilo, pred leti že, da padeš toliko noter v tisto kato, borbo, karkoli počneš, da na koncu vprašaš svojega trenerja, kaj se je sploh zgodilo. Ja, ker ne veš, Ja, ne? ker je bilo vse avtomatsko. Ja. Vse je že delalo, telo je že samo delalo, ni več delalo moj Ja. ampak je delalo to, kaj se je učil skozi 30 let, 20 let treningov. Ne? Ja. To je bil en taki res pokazatelj, koliko se da z samim umom pa s karatejem povezati celo filozofijo življenja. No. Ja, se strinjam. Moja ljubezen je joga, ima podobno to vzhodnjaško kulturo od zadaj oziroma filozofijo in tudi pri jogi dejansko dosežeš ta flow in to harmonijo in potem to znaš prenesti v vsakdanje življenje in dosežeš res ta trenutek tukaj in zdaj prisoten brez motečih. Da začutiš svoje telo, pa dejansko ugasniš svoj um. Ne. Točno, ali pa ga povežeš in potem dih in izdih v bistvu poveže in ne more pobegniti nikamor drugam. Ne. Karate je toliko zahteven, telesno, motorično, da ne more dohajati. Ne more. In zato je že sama kata, ko delaš ti kato na treningu, dobro, dok se učiš, je neka druga, tam mora biti Ko pa že ti znaš narediti, pa tekmuješ z njo na mednarodnih tekmovanjih ali pa kakršnih koli, takrat pa to dela telo, takrat več ne razmišlja o tem, kak kata gre, ampak razmišlja o tem, kak jo boš čim boljše predstavil. Ja, razumem. In pol čas gre, ko da si kato delal 5 sekund, bil si pa na tatamiju 2 minuti. V borbi. Borba je še bolj takšna. Dejansko postane to umetnost. Postane umetnost. Meditacija. Gibalna meditacija, vsekakor. In tudi vse te vzhodnjaške filozofije in športne veščine imajo tudi en kup vrednot, ki na prvi pogled mogoče niti niso takoj prepoznavne, ker vsak vidi to kot športno dejavnost. Katere vrednote iz karateja prenašaš potem v svoje poslovno in osebno življenje? Ja, najbolj me je zakodirala skromnost. To mi predvsem pravijo kolegi, prijatelji, športni prijatelji, poslovni partnerji. Preveč si skromen, povej, kaj delaš, pokaži, kaj delaš, zakaj skrivaš. Ampak tako smo bili vzgojeni. Mi nikoli nismo bili pohvaljeni za rezultat. Nikoli nismo bili pohvaljeni zato, ker si dobro trening naredil. Ker to je taki vojaški sistem, je karate. Karate nima nekih takih hitrih dopaminskih nagrad, kot ima recimo neki šport, ki vržeš na koš, pa daš koš, pa si vesel. Tu ni tega. Tu iz treninga prideš samo zmatran, ne prideš vesel. Vesel si potem drug dan. In to je dosti, v tem današnjem času je to težava, sploh pri mladih, ker ni dopaminskih nagrad pri karateju. Sploh jih ni. Med časom treninga jih ni. Edina dopaminska nagrada, če ti uspe, je to, da nekaj uspeš zmagati ali pa nekaj dobiš medaljo. Tako da na koncu moraš najti nekaj, kar te napolni na treningu, da si sam sebi nagrado daš. Ker vse ostalo je trpljenje. Je dosti razmišljanja, je dosti, bom rekel, koncentracije, ki te izžame. In če si narediš trening v glavi zanimiv, da nekaj za sebe delaš, da nekaj skušaš narediti boljše kot prej, en dan prej ali pa en trening prej, lahko tudi življenje preneseš. Se strinjam. Bom tudi jutri naredil eno stvar boljše, kot si naredil en dan prej, pa če za vsaki dan 1% izboljšam stvar, bom na koncu leta 360% boljši. Res je, ker tudi v poslovnem življenju ni vedno dopaminskih vrhuncev, tako, ampak je tudi poslovna pot, so amplitude, so cikli in nisi vedno na vrhuncu. In tudi takrat moraš znati si voditi nekako pot, da greš k tistemu cilju. Predvsem je znati treba reflektirati. Ja, res je. Da znaš se vsesti pa malo razmisliti, kaj delaš dobro, kaj ne delaš dobro, kje so tvoje slabosti, pomanjkljivosti, v čem si močen. Če znaš to dobro oceniti, pa mogoče malo zapisati, to je moj taki, jaz skozi zvezkom okrog hodim zaradi ADHD-ja, ker mi skozi moram pisati te moje ideje, drugače jih pozabim. Sem se že tako navadil in mislim, da je potem to res taki ključ do malo bolj polnega življenja. Se strinjam. Kaj bi svetoval nekomu, ne glede na to, ali je moški ali ženska, ki še išče tisto, kaj ga prežge? Ker to je tisti ključni moment. Ja, vprašati se treba, kaj
je bilo, kaj sem počel na zadnje, nekaj takega, ko je izginil čas, ko sem res užival, ko sem pozabil na vse okrog sebe. Ne. Tako sem se jaz spraševal in potem sem skapiral, ja, to je bilo samo dvoje. To je bil samo dizajn, to je bil samo karate, pa to so bile moje punce, moje hčere. Z njima tudi čas gre, ne, se vsakim otrokom, vsak starš ve to, da z otrokom je ura vedno prekratka. Tako da na koncu moraš pač te stvari, ki so ti blizu, kjer izgubiš ta občutek za čas, občutek za sebe, tiste treba početi. Če pa lahko pri tem komu pomagaš, pa še toliko boljše. No. Ja, ker te dejavnosti, ki se naravno zlivajo iz nas ali pa ki jih imamo res radi, mi dostikrat ne prepoznamo, da je to del naše biti, ker nam je tako samoumevno kot dih sam in potem dostikrat spregledamo. Vedno iščemo v zunanjem okolju, ja, če bom službo zamenjal, če bom to naredil, če bom tisto, ne bom prišel do nekih izpolnitev, ampak ni tam izpolnitev, ne. Vsi odgovori in vsi ključi ležijo. Tudi to zmotno vsi mislimo, ko bomo prišli do nekega statusa, nekega denarja, do nečesa, kar si želimo, bomo srečni. Ja, bomo, en teden. En teden, pa rabiš novi dopaminski vrhunec in vmes pa se lahko spuriš, ker se zaganjaš nekam, kar dolgoročno ne izpolnjuje. Izpolnitev je tisto, kar, tako kot si rekel, ne. Iz tebe more priti. Ja, iz tebe more priti in to je tisti pokazatelj, ko se izgubiš v času in prostoru in samo si in tisto počneš, ker počneš naravno. Ne? Tako. Ja. Še enkrat, kot Morova naredila Blaž in sva čez nekaj trenutka nazaj. Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Blaža Robiča, ki je podjetnik, karateist, partner, oče 2 najstnic in pasji pastir. Blaž, kako uspete uskladiti danes vse te vloge? Težko. Težko, ne? Zelo težko je. Bom rekel, podjetništvo mi na nek način vseeno ponuja toliko svobode, da lahko delam kadarkoli v dnevu. Tako da delam, ko imam inspiracijo, ko želim delati, ne takrat, ko moram delati. Zato pač moj delovnik malo razbijem čez celi dan, mogoče res kaki dan čisto nič, pa naslednji dan malo več, da res uspem potem pokombinirati čas za družino, čas za treninge in čas za sebe na koncu koncev, ki ga tudi rabim, da stvari tečejo. Ja. Dosti časa rabim, predvsem jaz za sebe, da se nazaj napolnim. Spraznijo me predvsem ti socialni dogodki. Sem rad med ljudmi, ampak istočasno jih toliko čutim, da moram hitro oditi. Moram se omakniti, moram se napolniti, potem pa lahko dalje funkcioniram. Isto pri karateju, ker učim večinoma otroke, osnovnošolske in ti otroci danes ne rabijo toliko trenerja, koliko rabijo animatorja. Zelo težko jih je motivirati, da bi sploh delali karate. Včasih jih vprašam, zakaj si tukaj, ker me ata pripeljala, ker si pač hotel trenirati. In ko uporabljaš energijo na ta način, namesto za učenje, je še 100-krat bolj naporno, recimo. Ja, ker v bistvu še malo vzgajaš zraven. Ja. Tako je, vzgoja je karate. Na nek način jih vzgajamo. Tudi mene je moj trener, jaz mu pravim drugi oče, ker sem dejansko več časa po mojem z njim preživel kot za svojo družino. In veliki del karakterja mi tudi on dal. Tako da ta del, kar se pa tiče samih družinskih stvari. Ja, kaj ti pomeni, da si polno prisoten oče? Ja, da sem res takrat, ko sem z njima tam, z njima, da jih poslušam, da se res z njima ukvarjam, da skušam razumeti, kakšne težave imata, da se lahko komu zaupata, pa tudi vem, da se mi, ker imamo zelo odprt odnos. Jaz sem z mojim očetom vedno imel malo tak na distanci odnos in sem si vedno želel, potem kasneje, ko svoje otroke dobim, da si bomo res blizu, si lahko povemo karkoli si želimo povedati, brez da nam neko... Brez zadržkov. Ja, tako je. Zdaj, glede na to, da vzgajaš 2 hčeri in da smo v oddaji Pristna ženska, kaj bi jima želel predati, da bosta zrasli v pristne ženske? Ja, predvsem morata sebi slediti. Zdaj, dostikrat pride starejša hčerka Eva do mene, pravi, ati,
ona gre zdaj ravno v srednjo šolo, ne, drugo leto in je zmedena, kako bi se odločila, kaj bi rada delala v življenju, katero šolo bi rada hodila. Jaz si vedno pravim, glej, Eva, naredi tak, kak čutiš, kaj te veseli v življenju. Poglej v prihodnost, uporabi domišljijo, pa si predstavljaj samo sebe, kaj počneš, pa če uživaš tem, kaj počneš. Ker na koncu te ne bo denar sreča, ampak te bo sreča to, kaj daješ drugim, ne. Do denarja lahko na druge, po vseh kanalih prideš, ne, ampak ti pa moraš v službo vsak dan hoditi. 8 ur ali pa 10 ur na dan boš gledal ljudi ali pa delal delo, ki ga sovražiš in na koncu ne bo dobro, ne. Tako da predvsem to, ne, da res sledita svojim vizijam življenja, da ne poskušata nikogar posnemati ali pa se komurkoli prilagajati. Ker mislim, da kako se začne človek nekako prilagajati drugi osebi, več ne more biti on, ni več srečen. Ja, in potem postane to, kar si napisal tudi v svoji objavi. Ta besedna kombinacija mi je zelo všeč, čudovito čuden. Kaj si hotel s tem povedati? Ja, doma so že navajeni, ne. Moji starši tako ne vejo, s katerega planeta sem, ker imam čisto drugačno razmišljanje, ampak tam sem se navadil, ne, tam sem pač sprejel, da me ne razumejo. Razumejo pa me recimo moja žena zdaj, pa moji otroci me razumejo in ko sem z njimi, sem lahko res jaz, čisto pristen jaz, taki kot sem, brez nekih mask, brez nekih oklepov, povem, kaj me muči, povem, kako jaz vidim stvari, se ponorčujem iz samega sebe, imam izpade stand-up komedije, pa vsi vejo, da je to pač del mene, da moram to, da si tudi zapojem kaj, ko grem skozi, ne, in take stvari, ne. Da res nič ne rabim skrivati pred njimi, ne. Ne rabim skrivati, da sem čuden, ne rabim skrivati, da sem vesel, da sem žalosten, karkoli se takrat dogaja v moji glavi, sem lahko res 100% jaz. To je pristnost. To je pristnost, ko si to, kar si, z vsemi svojimi čarobnostmi in tudi nekimi stvarmi, ki so označene kot čudne, niso čudne. To je tisti pristni del, ki tebe naredi Blaža takšnega, kakršen si. Veš, kaj me še zanima, tvoje mnenje, kaj bi se moralo v družbi spremeniti, da bi spremenili to svojo patriarhalno držo, da se morajo moški skrivati za neko stoično masko, skrivati ranljivost, skrivati čustva, namesto da bi bili čudovito čudni in pristni in točno takšni kot si, ker so takšni najboljši. Jaz mislim, da je rak rana današnje družbe primerjanje med seboj. Medsebojna primerjava. Že samo sosedu gledamo, ne, vsi tekmujejo, kdo ima boljši avto, kdo ima boljšo hišo, kdo ima boljšo službo. In isto mislim, da moški delajo na splošno med sabo, da namesto, da bi sodelovali, namesto, da bi si drug drugemu pomagali, rajši tekmujemo, kdo ima več, kdo lahko pokaže več, kdo ima višji ego, kdo, ne, take stvari. Se mi zdi, da bodo mogli moški tudi na neki točki razumeti, da ne zmoremo sami. Kakorkoli je, smo lih tak ljudje, se ravno tako čutimo, smo iz krvi in kože in rabimo tudi žensko energijo, da nam da to protiutež. Tako tudi pri meni zdaj vidim, ne, da jaz sem se v neki točki sprijaznil po prvi ločitvi, da bom, jaz hotel sam biti, res sem želel sem biti sam. In tudi je bilo dobro zate, da si bil vse prepoznal v sebi, ne? Tako, ja, ampak pol na neki točki, s Klariso se, z mojo sedanjo partnerko se zelo dobro poznama, že 15 let, smo prijatelja iz karateja, oba treniramo pri istem klubu, za reprezentanco tudi. In ko sem še jaz bil v zgodnjih 20-ih, še je bila ona najstnica, ne, zdaj smo 12 let razlike. Ampak ravno moja otroka sta kriva, da je ona pri meni. Oni dve sta bili tisti, ki sta navijali za to, da se mi dva na nek način najdemo, ne, potem, ko je pač bilo tako, kot je bilo. Vedno smo bila zelo dobra prijatelja. Celo otroke mi je večkrat popazila na kakih seminarjih, tekmovanjih, ko smo hodili okrog. Tako da res nisem imel težav, kaj se tega tiče, sta zelo dobro sprejeli in sem zelo vesel, da se je tako izšlo, ne. Veliko moških ima res težave s svojimi lastnimi otroci, ko grejo s partnerkami narazen, pa ne morejo priti
z novo partnerko Ja, skupaj, ker ja. otroci ne odobravajo, ali pa obratno, ne, Ja. tudi to gre, ne. Ja. Kakšno podporo lahko moški, oziroma kako bi se mogla vzpostaviti ta podpora, da bi moški res prepoznali, da ranljivost ni šibkost, ampak da je podpora moškega ravno tako pomembna, kot recimo se ženske med sabo podpiramo. Da to nič ni sramotnega, da bi stopili ven iz tega filma, da rečejo, ne vem, zdaj bom rekla, stari, nekaj se mi dogaja, a imaš čas, počvekava, bi hotel slišati tvoje mnenje. A to je možno med moškimi? Je možno, seveda je možno, ampak jaz mislim, da je treba najprej svoj ego malo razgraditi. Se vprašati, kdo si res v resnici. Nismo telesa, jaz ne vidim več samega sebe kot telo, niti tebe kot telo. Jaz vidim še samo energije znotraj nas. Ja, dušo. Te energije morajo nekako prosto krožiti. Če se to ne dogaja, se vse v nas nabira. Moramo deliti to. In ko delimo te energije, lahko pride ta energija na drugi strani okrog v čisto drugi obliki. V tem primeru pač dobiš nasvet, dobiš pomoč, dobiš. Ampak če ne boš rekel za njo, Torej ne moraš bo. sam stopiti. Moški nikoli ne bo prišel do drugega moškega, bo rekel, rabiš kaj. Razen, če bo res to tvoj najboljši prijatelj, te bo poznal celo življenje, pa bo takoj vedel, aha, nekaj ni okej. Nekaj ni okej. Ampak potem mora tudi druga stran se razkriti, torej mora stopiti v to ranljivost in začutiti, da nekaj ni. Ravno zato pravim, ego je treba odstraniti, ne se več toliko obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo o nas, ker ne živimo za druge. Res je. Živimo res za sebe, za tisti ozki krog ljudi, ki jih imamo radi. Kaj si pa drugi mislijo o tem, kako razmišljam, kdo sem, kaj počnem, je pa njihova stvar. Dokler pač ne delaš nobene družbene škode, ali pa ne, take stvari, to vse razumemo. Tako da to, ja. Kaj bi bila tvoja zaključna misel za naše gledalke in gledalce? Ja. Takšni mogoče, ki se sami soočajo z nekimi težavami, pa mislijo, da od tam ni poti ven? Ravno to, kar sem že večkrat omenil, nismo sami, nikakor nismo sami, tudi moški imamo svojo podporni krog na nek način. Mrežo, ja. Če ne drugače, ga najdemo v družinskem krogu. Če ne v družinskem krogu, sigurno imamo prijatelja, ki mu lahko zaupamo. Nikakor pa ne smemo v sebi držati te stvari. Vedno moramo poiskati pomoč, če jo potrebujemo, pa govoriti o naših težavah, ker drugače ne moramo pričakovati, da nas bo svet razumel. Res je. Moški imamo malo drugačne bitke kot ženske, vseeno pa jih imamo. In jaz mislim, da bomo mogli in moški in ženski malo začeti drug drugega razumeti, da bomo lahko malo lepše shajali, tako po spolu, da ne bo več toliko teh razlik, pa ženska tak vidi, pa moški tak vidi, pa ne gre to skupaj. Ne, vse gre skupaj, ampak moramo najti neki skupni imenovalec, ker bo vse lepše. Se strinjam popolnoma, ker iti po pomoč pomeni, da si greš po moč. In je to zelo pomembno se zavedati, da to ni šibkost, ampak je to res, da si greš po moč in da je to pomembno tako za ženske kot za moške, da vsi bijemo svoje boje, ampak da smo skupaj, če si podamo roko, si lahko res drug drugemu zelo močno pomagamo. Zato sem bila še res iskreno vesela, da si sprejel moje povabilo, si prišel v oddajo. Ja, hvala, res, da si iskreno podelil svoje izkušnje, svojo zgodbo, poudaril ta pomen stopiti skozi prag ranljivosti v pristno moč in s tem si zagotovo odprl vrata marsikateremu moškemu. Jaz tudi upam. Noben moški res ni sam, nobena ženska ni sama. Če si bomo znali drug drugemu malo pomagati, že medspolno bo super. Če ne druga, pa je zelo osvobojujoče povedati te stvari. Strinjam. Velika teža pade iz duše, bom rekel. Res je. Če si dovoliš biti malo viden. Viden v bistvu v svoji ranljivosti, v svoji pristnosti. Potem pa res zadihaš s polnimi pljuči in takrat še začutiš, kaj je to prava moč. Ja, res je, Blaž, res hvala ti. Še enkrat hvala. Hvala.
Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za vašo pozornost. Naj bo ta pogovor z Blažem Robičem res opomnik, da tudi moški bijete svoje boje in da v tem nihče ne rabi biti sam, saj je iskrena podpora na voljo. Vesela sem, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Pristna ženska.